Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na zboru krajanov so se v petek zbrali krajani krajevne skupnosti Rute Gozd Martuljak Srednji Vrh. To je bil prvi zbor v obliki, kot si ga Rute, kraj z dolgo in zanimivo zgodovino, svojim karakterjem in zavednimi krajani zasluži. Zato je eden glavnih ciljev zbora tudi, da se različne skupine krajanov bolje spoznajo in se aktivirajo kot raznolika skupnost, ki bo še več naredila za svoje Rute. Je v vabilu na zbor krajanov, ki je bil, kot rečeno, v petek, zapisal predsednik krajevne skupnosti Blaž Mertelj. Tudi tisti, ki me ne poznate. Naj bi bil predsednik krajevne skupnosti, a ne od začetka leta nekje. Sem hotel špak dati tako zmera z doline, da se ga vidi. Pa sem rekel, pa da imam pred to zbora dobro. Gledam, da se pa... Tako da, bravo, fantje, bojo pa tudi malo se predstavljati. Dober večer, vsem skupaj. Danes so tukaj jaz kot predsednik društva zadnjih 16 let in pa poveljnik Gregor Mihalič, pa še nekaj naših članov, veliko je tudi podpornih članov. V našem društvu je približno 170 članov, od tega seveda veliko podpornih, kot sem rekel. Je vse sorte. Tudi mi smo imeli težave, mladi, stari, kakorkoli, ampak mi se s tem ne obremenjujemo. Gregor Mihalič, poveljnik Rute Gozd Martuljak. Nekaj stvari vam bom povedal, se pravi, Robi že večinoma stvari povedal. Kar se tiče operativnosti, pa nekaj besed o temu. Smo društvo prve kategorije, v občini 6 društev, 4 so prve kategorije, edino Kranjska Gora in pa moj stranska kategorija več, Kranjska Gora so 2, tretja kategorija. Mi spadamo pod prvo, smo pa specifično društvo. Zakaj pokrivamo Srednji Vrh in pa Gozd Martuljak? V Srednjem Vrhu, tako kot vsi poznate, imamo tudi lovišče, 8 operativnih članov in pa vozilo GVM za prevoz moštva in pa tukaj se pravi preostali člani. Skupaj nas je operativnih članov trenutno 24, 3 novi pripravniki. Zadeva, bi rekel, vsak je dobrodošel, tudi zadeve se, bi rekel, skozi usposabljajo oziroma se izvaja ta usposabljanja, tako da vsi novi člani, starost ni, bi rekel, omejitev. V letošnjem letu sem zopet postala predsednica društva. In mi smo zdaj drugo najstarejše društvo v vasi. Ravno jutri imamo srednji dogodek, to je 70-letnica društva. Ta dogodek bo potekal v hotelu Špik in ste prav vsi lepo povabljeni, tudi ne člani društva, da se udeležite tega dogodka. Sem predsednica turističnega društva Gozd Martuljak že od samega začetka. Ravno naslednje leto, leta 2020, 1. maja, bo društvo praznovalo 20-letnico. Smo najmlajše društvo zdaj trenutno v kraju. Pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Luka Daks-Koblar. Danes nadomeščam Maxa, ki bi zelo boljše to predstavil, kaj jaz, ampak sem potrudil čim bolj narediti. V bistvu smo se letos odločili, da odpremo mladinsko društvo. Planinsko društvo Gozd Martuljak pa letos obeležuje lep jubilej 70 let delovanja. Pripravili so slovesnost, na kateri so se spomnili začetkov, vzponov in tudi padcev v društvu. Planinsko društvo danes praznuje 70 let delovanja društva tukaj pod Martuljškimi Vršaci. Za to proslavo oziroma za to slovesnost smo se pripravljali kar celo leto. Organizirali smo različne dogodke. Začeli smo že marca s pohodom na Vošco, potem maja smo imeli ogled gozdne učne poti Rute. Junija smo odšli na Svete Višarje, avgusta pa smo imeli vzpon na domačo goro, to se pravi na Špik. In poleg tega tudi smo imeli plezanje na umetni plezalni steni. No, septembra so naši člani odšli na Kurji Vrh, sedaj pa je pred nami še izlet v neznano. Na slovesnosti danes, ki se je odvijala tukaj v hotelu Špik, pa smo podelili tudi priznanja našim prizadevnim članom, ki so pomagali, da je društvo obstalo. Pripravili so tudi zanimiv kulturni program. Nastopili so naši najmlajši pod vodstvom Mandarinke,
kjer so nekaj zaplesali, potem pa pod vodstvom Cvetke Pavlovčič pa so pripravili skeč. Jan, kaj bova delala danes, ko je tako lepo vreme? Kaj me tako neumno sprašuješ? Saj veš. Ja ne no, pa ne že spet na tvoj telefon. Cele dneve buliš na ta telefon, še na stranišče pozabiš iti. Dej no, zase se brigaj. Danes si se skoraj polulal, ker nisi pravočasno dokončal igrice. Sem ti rekel, da se ne poglej, ti pa skozi na televiziji. Mož bi bilo, če bi počela kaj drugega. Naprimer, A pokličeva Majo in Anžeta, pa gremo skupaj na igrišče? a ne vidiš, kako je vroče? Še dihati ne morem, kaj da bi še kaj počel. No, naše planinsko društvo ima tudi svoj mladinski odsek, ki je bil ustanovljen leta 2004. Mladinski odsek organizira svoje izlete. Ena izmed tradicionalnih prireditev pa je prireditev Igrajmo se v rutah, ki ga pa pripravljamo skupaj s Centrom za pomoč mladih iz Kranjske Gore. V njihove vrste rada vstopi tudi mladina. V prihodnje bomo večjo pozornost dajali tudi otrokom oziroma prosili njihove starše, da bi mogoče skupaj odšli v naravo, se učili opazovanja in pa odkrivali lepote narave. Kaj ti starši tukaj igrajo pomembno vlogo in prav je, da se njih tudi vključi. Kaj ti razmišljati treba tudi v prihodnje, da je res treba otroke naučiti opazovanja, da ne bodo samo za računalniki, da ne bodo uporabljali samo telefone in pa tablice. Navdušiti jih moramo, seveda, to je pa na nas, da bodo pa res radi obiskovali naravo. Pa, če to od majhnega spremljaš, če si od majhnega v naravi, potem tudi kasneje ostaneš ta prav planinc. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v knjižnici v Kranjski Gori jutri ob 15:30. Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice pripravljata otroško prireditev ob tednu otroka, ta prav Živ žav, ki bo v torek 1. oktobra ob 17. uri v dvorani Kolpern na Stari Savi. Med 16. in 18. uro vabijo tudi k ogledu stalne etnološke zbirke v kasarni delavskega stanovanja iz časov med obema vojnama. Prireditev in obisk muzeja sta za vse obiskovalce brezplačna. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!